Evangelij 4. postne nedelje, ki ga danes beremo, nam odkrije dve možni poti, kako odkrivamo in kako se bližamo našemu Bogu in kako se nam razodene. Čudovita prilika o usmiljenem očetu je torej to. Govori nam o očetu, ki je imel 2 sina, in mlajši reče očetu: "Lej, oče, jaz ne bi čakal, da ti umreš. Daj mi tisto dediščino, ki mi pripada, jo bom vzel in odšel v svet." Oče mu da. Oče pusti svobodo. Oče ne reče: "Pa nikar ne hodi, ne? Nevarno je, umazal se boš, razvrednotil se boš." Ne. Da, ker pusti svobodo in gre. In tako mlajši sin gre v svet in, kot vemo, hitro zapravi vse imetje. Lahkomiselno življenje in naenkrat se znajde na najnižji točki svojega življenja. Tam, ko se s prašiči bori za tiste rožiče, da dobi sploh kaj jesti. In na tej točki, ničelni točki, se spomni na svojega očeta in na njegove hlapce in si reče: "Vsak hlapec doma pri očetu ima vredno življenje, boljše od mojega." In pravi: "Vrnil se bom k očetu za enega izmed svojih hlapcev." On se zaveda, da ga je oče izplačal, da nima nobene pravice od njega karkoli pričakovati. In tako se sin res odpravi proti domu. In ko ga oče oddaleč zagleda, se zgodi ta čudovit in ganljiv prizor. Oče ga je čakal. Ko ga vidi, mu steče naproti. Brez obtožbe, brez tega, da bi mu očital, kje si bil, kaj si naredil, le kakšen si, vse si zagonil, zdaj pa prideš. Ne. On pride tja, ga objame in poljubi in sinu sploh ne pusti do besede, čeprav sin želi povedati: "Lej, oče, grešil sem zoper nebo in zoper tebe." Oče kakor da ne sliši. Takoj mu da na roke prsten, noge mu obuje s čevlji, ogrne ga z novim plaščem in pravi: "Zakolite pitano tele, napravimo veselico." To je en del. Drug del je pa starejši sin. On je pa vedno doma. On je priden, urejen, vesten, vse dela, vse naredi. In ko pride domov, sliši glasbo in ples in vpraša tam enega, kaj se je zgodilo. In tam mu pove, da je prišel brat domov in da je oče zaklal pitano tele, in on je zameril. Njemu se je ustavilo, uprlo se mu je in ni hotel vstopiti noter. In pride oče do njega ven in reče: "Pridi noter." Ne? In potem izbruhne iz njega, in pravi: "Glej, vse življenje sem doma, pridno delam in nikoli mi nisi dal niti enega kozlička, da bi se lahko poveselil. Ko pa ta tvoj sin prišel nazaj domov, si mu pa zaklal pitano tele." In oče mu reče: "Lej, sin, vse, kar je moje, je tvoje. Poveseliti se je pa treba, ker je ta tvoj brat bil mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden." Na tem mestu se konča evangelij. Ne vemo, a je ta starejši brat vstopil ali ne. Sporočilo te prilike nas torej sprašuje o eni bistveni stvari. Kakšna je moja izkušnja Gospoda? Na eni strani imamo mlajšega sina, ki, ko je odšel od doma, je pač imel svojo podobo v tem očetu. Ampak ko je prišel nazaj,
ko je doživel, kako ga oče sprejme, umazanega, razcepanega, popolnoma poniženega in razvrednotenega, ko mu je zagonil vse svoje imetje in ga sprejme nazaj za svojega sina, takrat on odkrije, kako je ta njegov oče usmiljen, kako je ta njegov oče dober. Na drugi strani imamo pa starejšega sina, ki je skozi doma, skozi priden, skozi vse izpolnjuje, vse zapovedi drži. Ne? Bil je z očetom, skozi je živel z očetom, ampak v resnici ni vedel, kdo je. Zato, ker je do njega prihajal z občutkom, lej, jaz sem priden, jaz delam, meni pripadajo stvari, pa mi nisi dal niti kozlička. To je ta druga pot do Boga, v kateri so se v Jezusovem času gotovo morali prepoznati farizeji, pismouki, vsi, ki so izpolnjevali postavo do pike natančno. Ti niso mogli izkusiti Gospoda. Zato po eni strani Jezus pravi, da je veselje v nebeškem kraljestvu večno nad enim grešnikom, kot se spreobrne, kot nad 99 pravičnimi, kot je ta starejši sin, ki ne potrebujejo odpuščanja, spreobrnenja. Isto se dogaja z nami samimi. Naš Bog se nam razodeva kot milosten dar, kot nekaj, kar si ne zaslužimo, kot nekaj, kar nam on s križa milostno poklanja v tej svoji neskončni ljubezni. In v resnici ga odkrivamo takrat, ko prihajamo priden kot ta mlajši sin, ko prihajamo praznih rok, ko prihajamo s pošvedranimi čevlji, z umazanimi rokami, z raztrganim plaščem. Takrat, ko pokleknemo v spovednico, takrat se zgodi to, da nam on da nazaj prstan, da nam da čevlje, da nas ogrne s plaščem, da nas obleče v dostojanstvo Božjega otroka. Takrat, ko nimamo kaj, ko smo v resnici prišli tja kot berači. Želim vam, da bi prihajali pred Gospoda s to izkušnjo, kako nas dviga, kako nas potegne iz našega blata in kako nas hoče vrniti nazaj v najvišje dostojanstvo Božjega otroka.